Hvala ti, o moj Gospod, 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 da nam sonce vsak dan sije in ogriva nam življenje, razsvetljuje pot vseh tistih, ki te iščejo, Gospod. Za vse zvezde in za luno, hvala ti, o moj Gospod, ki so kakor moje sestre. Hvala ti, o moj Gospod, na nebu si jih postavi. Hvala ti, o moj Gospod, in na vsem, ki so v temi. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdanji. Za pogumne v trpljenju, hvala ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni. Hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir jim, o Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, o življenje zvečeri se. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. In za našo sestro smrt, ki jo čutim vsak trenutek, a če bom živel v ljubezni, dala smisel v življenju. Za ljubezen, ki je v svetu, hvala ti, o moj Gospod, tvoj dar je vsem ljudem. Hvala ti, o moj Gospod, za življenje vseh otrok. Hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, in pomeni vse stvarstvo. Hvala ti, o moj Gospod, zahvaljuje ti ponižno. Hvala ti, o moj Gospod, ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Spoštovane gospe in gospodje, prav lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Danes sem na obisku pri odgovornem uredniku Ognjišča, pri gospodu Božu Rustja. Poseben pozdrav pa gre vsem gledalcem Sponke TV iz Portoroža. Vsekakor pa pozdravljam vse tiste, ki nas spremljajo po celotni Sloveniji ali tudi po svetovnem spletu, in pošiljam tiste morske pozdrave in vam želim dober sprejem. Prav prisrčen pozdravljam gospoda Božeta, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Bi prosim na kratko se našim gledalcem predstavili, čeprav vas večina gledalcev, ki nas zdaj gleda, pozna kot urednika Ognjišča, ampak na kratko, prosim. Ja, tudi jaz lepo pozdravljam gledalke in gledalce. Ponavadi nekje začnemo od tam, kjer izhajamo. Izhajam iz Vipavske doline, iz majhne vasi Kamnje, med Gorico in Ajdovščino leži ta vas na pobočju Čavna. No, tam sem opravil prvo osnovno šolanje, tudi končal osnovno šolo v bližnji vasi Dobravlje. Nato pa sem se vpisal na klasično gimnazijo v Vipavi, v malem semenišču. Potem pa je nekje tista sledila pot vojaščina, Teološka fakulteta v Ljubljani, kjer sem diplomiral leta 1988. Že za diplomsko nalogo sem vzel
tematiko, ki ni tipično morda teološka. Obdelal sem pisatelja Alojza Rebulo, predvsem seveda njegove teološke poglede in verske tematike. Leta 1989 sem bil potem posvečen v duhovnika na Sveti Gori pri Gorici, potem sem bil kaplan v Sežani, no potem kmalu pa sem prišel na uredništvo Ognjišča. Najprej sem tukaj delal kot recimo nekakšen pripravnik, sem opazoval stvari, sodeloval. Potem sem leta 1994 odšel na podiplomski študij v Rim, kjer sem na Papeški univerzi Gregoriana nadaljeval s podiplomskim študijem teologije, obenem pa sem na interdisciplinarnem inštitutu za komunikologijo iste univerze opravil študij komunikologije. Po končanem študiju sem se leta 1997, v začetku aprila, vrnil na uredništvo Ognjišča v Koper, kjer sem še danes, kot ste rekli, opravljam službo odgovornega urednika revije Ognjišče. Bi morda za naše gledalce pravzaprav na kratko opisali, kako je pravzaprav raslo tale verski list Ognjišče, kajti vemo, da pravzaprav se ljudje velikokrat premalo zavedajo, mislimo, da je vse samoumevno, ampak tudi mediji, časopisi, radio tako igrajo veliko vlogo in če govorimo o Bogu, o pozitivnih vrednotah, o tistem dobrem, je to še posebej pomembno, ne? Ja, res je, nič ni samo po sebi umevno. Za vsako dobro stvar se je treba v življenju truditi, prizadevati in isto velja, tako velja tudi za revijo Ognjišče. Torej, nastala je v izredno skromnih razmerah in pravzaprav z nekoliko neobičajnimi začetki. Segamo v leto 1965, ko takratni koprski kaplan Bojan Ravbar, tukaj ga poznajo številni pod nazivom Oče Bojan, in takratni župnijski upravitelj v Postojni, gospod Franc Bole, začneta izdajati farno Ognjišče. List za obe župniji Koper in Postojna v nakladi 1200 izvodov, torej dosti skromna naklada, na ciklostil. Mlajši poslušalci tega niti ne vedo, kako je to se pravi vrteli, vsak list je moral iti dvakrat skozi ciklostil, to se je vrtelo, potem na roke spenjalo, veliko ročnega dela, tukaj je treba se zahvaliti ljudem, ki so to takrat udarniško recimo temu tudi delali. Zakaj tako? Zato, ker nobena tiskarna takrat ni hotela verskega lista sprejeti v tiskanje. No, potem so se omehčali tudi pri tiskarnah, prevladal je ekonomski vidik nad ideološkim, ker so rekli, če nima tiskarna dela, pa dajmo vsaj to tiskati, no in so potem to sprejeli in naklada je obenem tudi izredno hitro rastla, tako da, na primer, se je Ognjišče razvilo v najbolj bran mesečnik, na primer okrog leta 1976, 78 pa tudi 80 je imelo naklade okrog 104.000 izvodov. Naklada je danes nižja, vendar moramo pa povedati, in to bi zelo rad poudaril, da je kljub temu Ognjišče najbolj bran mesečnik v Sloveniji. To je ne po naših raziskavah, to je po raziskavah Mediane, torej neodvisnih raziskavah. In mislim, da je pravzaprav to nekje tudi svetovni fenomen, da je en verski list najbolj bran v celi državi, kot je to Ognjišče v Sloveniji. Lepo, lepo. Koliko ljudi pa skrbi da pravzaprav bralci tole Ognjišče dobimo? Verjetno precej veliko ljudi je potrebno, da to pride do bralca, ne? No, ekipa, ki se poklicno ukvarja, je zelo majhna. Tukaj smo pravzaprav 4 uredniki in potem sta še 2 tehnična urednika. No, eden tehnični urednik je pravzaprav, to je Marko Čuk, izredno sposoben, ki dela tako tehnično delo, kot tudi delo urednika. Torej, ta ekipa je zelo majhna. Imamo pa res številne sodelavce, ki se obvežejo, da bodo sodelovali z nami in rubriko, za katero se obvežejo, tudi potem pokrivajo. Tako da se nam ponavadi ljudje čudijo,
kako to zmoremo tako majhni ekipi, kajti dodati je treba, da Ognjišče ni samo revija, mimogrede naj omeniva, da je v letošnjem letu, pravzaprav že za lanski božič, išla 500. številka Ognjišča, tako smo na neki način jubilantje, smo tega veseli. Torej, Ognjišče pa ni samo revija, ampak je tudi založba in smo lani izdali skupaj s Ponantisi več kot 50 knjig. To pa je že tudi kar lepa številka, ki tudi zahtevajo svoje delo, svojo pripravo. Naj tukaj dodam, da je sicer kar nekaj knjig smo naredili in delamo v sodelovanju s tujimi avtorji, ampak vendar tudi te je treba prevesti, postaviti besedilo, usklajevati stvari, ki zahteva tudi kar precej dela. Tukaj še potrebno tudi, da ne pozabimo tudi direktorja Voleta, ki že dolga leta skrbi, verjetno. Ja, seveda, veste, kakorkoli on je začetnik tega lista, ideja se je vendarle njemu porodila skupaj z drugimi, seveda, ampak nekdo mora biti tudi gonilna sila, ki to vleče naprej. Potem je treba tudi občudovati njegovo vztrajnost, da toliko let res skrbi za določene rubrike, in jaz ga tudi občudujem, da se ne naveliča. Torej, to vztrajnost res z tega vidika občudujem in tudi, da je dal velikokrat tudi težke trenutke skozi, trenutke tudi preganjanja, tudi policijskega zasledovanja. Čisto tako, da omenim, da je bil pred časom tukaj neki študent, ki se zdaj dela podiplomski študij, pravzaprav se ukvarja z zasledovanjem nekdanje tajne policije, UDBE, totalitarne policije, z zasledovanjem cerkve in je prišel, tukaj se je oglasil in je rekel: gospod Bolest, bi vam rad povedal, da vam je sledila UDBA tudi takrat, ali pa morda predvsem takrat, ko ste šli v tujino, ko ste bili v Franciji, naprimer, so zaznamki zelo točni, kje ste hodili, s kom ste govorili, ko ste se šel vi pogovarjati, da boste izdali skupaj s tujimi partnerji eno izdajo otroškega svetega pisma, lepo, bogato ilustriranega. Vsak mesec tudi preverjamo, imate tudi gosta meseca v Ognjišču. Kako pravzaprav izbirate goste? No, to je, velja tej rubriki posebna skrb, veste, ker to je le velik intervju, nosilni intervju, dostikrat intervju, pogovor, ki da nek ton celi številki. Izbiramo ga na ustaljen način na seji uredništva, kajti po vsaki izdani številki in pred novo številko imamo pač sejo uredništva, ker pregledamo delo za nazaj in načrtujemo delo za prihodnjo številko in tja prinesemo predloge. Torej, rubriko pravzaprav v zadnji fazi urejam jaz in tudi, če bi jaz ne naredil intervjuja, moram vsaj poskrbeti, da ga nekdo drugi naredi. Tako da velikokrat moram jaz prinesti idejo, koga bi, jo predebatiramo, seveda so pa tudi drugi povabljeni in zlasti uredniški kolega Silvester Čuk mi včasih da zelo koristne nasvete. Kako pa pridemo do tega imena? Običajno nekaj, kar je aktualno. Ko tisto, kar je v družbi, povabimo nekoga, ki pozna, ki je kompetenten, da lahko o tistem problemu spregovori. To so bolj tematski intervjuji, drugi so pa lahko osebnostni intervjuji, kjer predstavimo neko osebnost. Tukaj pa gre zopet nek jubilej, nekdo praznuje okroglo obletnico, veliko je naredil, kaj lepega je naredil, pozitivnega, pa ga potem predvsem njegovo življenje predstavimo, njegovo delo, ki se nam zdi zelo pomembno. Skušamo izbirati ljudi, ki so v tej rubriki, ki so nam vsaj na nek način lahko vzor. V smislu vzor vsaj v eni stvari, ali da je priden kot delavec, torej ali pisatelj, ali pesnik, ali vesten marljiv raziskovalec, ali dober duhovnik, ali da je naredil neko pozitivno humanitarno stvar, vsaj nekaj pozitivnega, kar naprimer pri drugih rubrikah niti ne moremo
toliko zasledovati, kot sta šport in popevka. Tam pač predstaviš nekoga zato, ker je sedaj trenutno aktualen, modern. Toliko bolje seveda, če ta isti človek ima lahko še kaj lepega, pozitivnega pove. Ampak pri gostu meseca se pa trudimo, da tudi ima njegovo življenje in osebnost neko sporočilo. Kako pa mladi gledajo na ognjišče, tudi teh mlajših bralcev, da ne naredimo napake, je tudi veliko in tudi za njih posvečate tudi precej tega? Pozornosti, ja. Ja, seveda. Torej, zdaj, kako gledajo, bi verjetno pravzaprav njih moral bolj vprašati. Težko je nagovarjati mlajše bralce ali pa rečemo najstnike, ker se ta populacija hitro spreminja. Poleg tega se pa spreminja tudi govorica, tako da mi ne gremo v neko govorico, ki bi oponašala njihov sleng, njihovo specifično govorico, ker je pravzaprav to nemogoče. Potem je tudi zelo ozka publika, ne? Vendar jih tudi nagovarjamo. In ko smo mi delali interno anketo, ki ni čisto 100% verodostojna, pa vendar nam marsikaj pove, smo na svoje presenečenje ugotovili, da je kar lepo število bralcev mlajših, in sicer do 20. leta. In da je to kar visoka številka, ne, teh bralcev. To se pravi, da jih z mnogimi rubrikami nagovarjamo. Skušamo pa, morda z razliko od drugih časopisov, ne samo biti ogledalo v smislu povedati, kaj mislijo mladi, kaj delajo, ampak biti tudi svetilnik. Ne samo ogledalo, tudi svetilnik, da rečemo, poglejte, ta in ta človek je pa naredil to, pa ga predstavimo in tako jim nehote damo nek pozitiven vzor, nevsiljivo, ne da bi komorkoli kaj vsiljevali in tega primorali, ampak na nek prijeten način mu damo neko alternativo temu, kar mu velikokrat ponuja današnja družba. To je zelo dobro. Jaz menim, da pravzaprav lahko ognjišče prebirajo starejši, srednjih let, mlajši, oziroma misliti, da bi za vsakogar se nekaj najdlo. No, sem zelo vesel te definicije, ker dejansko povzema tudi našo uredniško filozofijo, ne nazadnje tudi naš trud, ker se mi resnično trudimo, da bi bili neke vrste družinska revija. To je, da bi vsakdo v družini lahko našel nekaj zase, no ne nazadnje tudi tisti, ki nima družine, da bi lahko našel kaj zase v njej. Zato imamo res najrazličnejše teme, od tehnike do kuhanja, od popevke do športa, od glasbe do priloge, ki je tudi nekaj aktualna, do predstavitve invalida, do kulturnih tem, predstavitve raznih kulturnikov, do branja križank, zabave, vicev. Torej, res široka paleta teh tem, ki jih obravnava ognjišče. Ob vsem tem ne pa vendarle veliko verskih vsebin in veliko pozitivnih vsebin, ker se mi zdi, da danes je pravzaprav na žalost prevečkrat se daje poudarek, to je sploh velika nevarnost, da se prevečkrat daje poudarek negativnim temam, negativnim trendom, negativnim novicam, škandalom, in da so mnogi tega pravzaprav že nasičeni in sej lahko tvojo radovednost poteši, sej ti lahko damo nekoga v zobe, ampak človek od tega dolgoročno ne živi, duša se ne napolni s tem in današnji človek prav to rabi, ker ne nazadnje, če je toliko praznine med sodobnimi ljudmi, toliko naveličanosti življenja, je tudi zato, ker ljudje se pravzaprav nimajo s čim hraniti, z nečim pozitivnim, ali pa je premalo tega in ponujeno. To ste zelo dobro povedali, ker človek ni samo fizično bitje, je tudi duhovno in tudi ima drugačno poslanstvo, kot se velikokrat v tem sodobnem svetu dogaja. Opazil sem, da tudi pišete v družino. Ja, družino, pravzaprav, če sem iskren, je bila prva družina, kjer sem začel pisati že kot študent teologije. Sem potem to na nek način vedno ohranil
No, poseben način so me vzeli bralci za svojega pri družini, to takrat, ko sem pisal, mislim, da 2 leti, enkrat na mesec, bolj aktualne družbeno-kritične komentarje. In pozneje, ko sem pa 3 leta pisal razmišljanje ob nedeljskem evangeliju. No, ta razmišljanja so na mojo veliko veselje, lahko rečem, no, doživela res velik odmev in lep odmev. Jaz imam, ne vem, kje sicer, sem pa shranil nekaj pisnih odmevov, ko so mi ljudje pisali, ko so mi se zahvalili za ta razmišljanja. In drugo, kar me je zelo presenetilo, ko me je nekoč zazvoni telefon in je poklical nekdanji predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti in se je lepo predstavil, potem pa jaz sem bil malo neroden, jaz sem mislil, da je on ve, s kom govori, in je rekel, s kom govorim, in sem povedal, da sem Božo Rustja, in je potem rekel, veste, redno berem vaše članke v družini. Tega ne pripovedujem zato, da bi se hvalil, da ne bi kdo napačno razumel, ampak to me je vedno znova spodbujalo, da sem še z večjo odgovornostjo pisal te stvari, da sem se velikokrat zamislil, kaj od tega, kar ti lahko napišeš, kaj bo lahko človek ponesel v teden, ko bo to bral. To sem se velikokrat vprašal. Lepo. Spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti, kramljamo z urednikom Ognjišča, to je gospod Božo. Poznamo ga tudi kot pisatelja, napisal je več zgodbic, knjižic, katere bomo tudi sedaj nam na kratko predstavili. To je zgodba za dušo, zgodba s srcem, biserom, tvoje obličje iščem, in menim, da je prav, da našim gledalcem vsako knjigo malo predstavite in morda tudi ponudite. Morda 2-3 besede poveste o vsaki knjigi. Bi bilo najbolj pravo, ne? Aha, ja. Jaz sem jih to tudi vzel, ker smo pač vendarle ljudje, ki si stvari predstavljamo. Torej, to imam pravzaprav prva knjiga, ki je išla v zbirki Zgodbe za dušo in je dala tudi potem tej zbirki ime, to je Zgodbe za dušo. To je malo starejša izdaja, kajti ta knjiga je doslej šla v 7 izdajah. No, druga, prva sestrica, te je Drobne zgodbe za dušo, ki je išla v 6 izdajah, pa tudi v večjih nakladah. Mislim, da je te knjige bilo prodanih čez 15.000 izvodov doslej. Tretja je potem Drobne zgodbe z biserom. Skratka, teh knjig je v tej zbirki Zgodbe za dušo doslej išlo 7, 8 pa je v pripravljanju. Zakaj sem se odločil za to vrsto knjig? Jaz sem študiral pač komunikologijo in vedno sem nekje pogrešal to. Velikokrat ljudje, ki govorijo o veri, govorijo na zelo zapleten način, tako da zelo na abstrakten, neživljenjski način, in jih ljudje tudi težko poslušajo. Si tega potem tudi ne zapomnijo, predvsem pa imajo občutek, da to nima nič opraviti z njihovim življenjem. No, potem sem pa jaz se spominjam, ko sem bil v Angliji, ker tam sem bil tudi na stažu, tako manj praksi, in sem potem nekaj časa preživel tudi v Londonu. V knjigarnah odkril te razne zgodbe, s katerimi so različni avtori govorili razne pozitivna sporočila, predvsem pa verske vsebine. In me je to tako nagovorilo, da sem začel tudi sam zbirati te knjige, te zgodbe in počasi objavljati. In takrat moram priznati, da so imeli zelo veliko posluha za to prav pri družini. Ko sem študiral v Rimu, sem istočasno se vračal domov, prav s tem, da sem pripravljal razne zgodbe in jih objavljal v mesečni prilogi Naša družina. No, potem sem to zbral in nastala je prva knjiga, ki je šla prva izdaja takoj. In veste, ko začnete eno stvar urejati, iskati se vam to na grmadi, in tega je postalo dosti,
Izdal sem drugo knjigo, ki je bila še boljše sprejeta, mislim, da je bila v dobrem mestu razprodana, in tako je izšlo 7 knjig doslej v tej zbirki. Bi morda se še dotaknila tiste knjige Tvoje obličje iščem, Gospod. Ja, ker je različna, ne? To je pa ta knjiga, ki ima na naslovnici Kristusovo obličje, ki ga je naslikal slovenski slikar pater Marko Ivan Rupnik, in to obličje je v kapeli zavoda, kjer on pravzaprav dela, to je center Aleti. To je on, dolgo časa je on slikal na moderen način, potem pa je šel in spojil to moderne tokove, ki mislim, da jih je zelo dobro preštudiral, spojil z tradicijo, kot jo poznajo vzhodne cerkve, recimo pravoslavne ljudje rečejo, ampak tudi vzhodne katoliške cerkve, in naredil eno sintezo med moderno umetnostjo in to bogato tradicijo. In to Gospodovo obličje, Kristusov obraz, je eno prvih slik, kjer je to dosegel zelo dobro. In ko je to sliko ob obisku centra videl pokojni papež Janez Pavel II., ko je molil pred njo, je dobil to idejo, kaj če bi jaz temu človeku, ki je narisal tako lepo obličje Kristusovo, zaupal poslikavo kapele, in to je potem se zgodilo, ko je patru Marku Rupniku v Apostolski palači, kjer so avtorji, kot so Michelangelo in podobni velikani svetovne umetnosti, zaupal mozaično poslikavo kapele Redemptoris Mater, to je Odrešenikove matere. Zato sem pa zbral za naslovnico to knjigo, ker sem hotel v svojih razmišljanjih o evangeljskih odlomkih iskati pristno Jezusovo obličje. In sem patru Marku zelo hvaležen, da je dovolil to objavo, da je potem lahko prišla na naslovnico. Kajti v tej knjigi Tvoje obličje iščem so zbrana tista razmišljanja, ki so išla v družini, nekaj sem jih moral tudi na novo napisati, kajti kot se menjujejo koledarsko, ko koledar, niso vedno vse nedelje bile zaobsežene in objavljene v družini, tako da sem tukaj dodal tiste, ki so manjkale. Iz tega je nastala lepa knjiga. Sem je zelo vesel, kajti to so mi tudi ljudje rekli, da vse so brali v družini, vendar tisto se razgubi. V knjigi pa le bolj ostane, tako da imajo ljudje nedeljo, preden grejo k maši, lahko to preberijo, razmišljanje, ali pa če ne morejo, si razmišljanje ob evangeljskem odlomku preberejo ob nje. Upam, da jim kaj pomaga pri razmišljanju. Vsekakor jim pomaga. Tudi moram povedati, da gledalci oddaje Pot poti te vaše knjige tudi zelo radi berejo, oziroma takšne dobijo povratne informacije. Pa kaj pravzaprav je tisto, naprimer, če kot pisatelj, če ste duhovnik, da vas to še bogati, da še globje prodrete, izražate? Veste, pri izbiri zgodb ravnam zelo morda subjektivno. Če mene zgodba ne nagovori, je jaz ne dam v knjigo. To je, če meni nič ne pove, je ne dam v knjigo. Če meni ne reši enega problema, je ne dam v knjigo. Šele ko me nagovori, ko mi reši en problem, odgovori na neko vprašanje, potem jo uvrstim v knjigo, kajti poudariti moram, da same zgodbe so večinoma zbrane, to niso moje, iz različnih tradicij. Včasih me tudi kdo vpraša, ja pa od kje točno je? Pa pravim, saj še sam včasih ne vem, kajti po svetu je veliko, v zadnjem času veliko podobnih knjig, ki govorijo kjer različni avtorji zbirajo zgodbe, in tudi pri navajanju virov so zelo različni. Isto zgodbo bo nekdo povedal, da je nekje južnoameriških indijancev, drugi bo rekel srednjeveška zgodba, kar pa zame tudi ni bistveno. A je bistveno, če vemo, ali je sad modrosti južnoameriških indijancev ali je srednjeveška zgodba. Glavnem se mi zdi, da je to, da ljudi nagovori in da jim reši nek problem. Pravim, verjetno zelo dobro znate tudi tole prenesti na mladino, oziroma te naše mlajše gledalce, ki nas zdaj gledajo, oziroma tudi kaj preberejo. Ja, upam, da. Po odmevih, ki jih dobivam, berijo to pravzaprav različne starosti, ljudje različnih starosti.
Nekateri so mi povedali, da uporabljajo to kot družinsko molitev, ne? Da preberejo to ali pa kot neke vrste razmišljanja, kajti številne zbirke teh so tudi tako pripravljene, da je zgodba krajša, je lahko stran, pol strani, resnično kratka zgodba, potem pa kratko razmišljanje, ne? In to je lahko uporabi družina in poznam take primere, so mi drugi povedali, pa same te družine, potem pa tudi mladi pravijo, da na svojih srečanjih velikokrat to uporabljajo, pa ne samo to, baje, da to uporabljajo tudi razni pedagogi, psihologi na srečanjih starši, na srečanjih z mladimi. Zgodba ima eno od številnih lastnosti, to lahko s suverenostjo rečem, kajti prebral sem tudi ogromno literature, ki govori o zgodbah, ne? O uporabi zgodbe v govorništvu, pri vzgoji, pri pridiganju, pri predavanjih. Zgodbo bodo vsi poslušali. Če hočeš, da te ljudje poslušajo, pripoveduj zgodbo, ne? In si jo bodo zapomnili, bodo pozabili, ne vem, druge stvari, si bodo pa zapomnili zgodbo. Na tebi pa je odgovornost, na govorcu, govorec je pa odgovoren, ne, da bo izbral dobro zgodbo, ki bo ljudem nekaj povedala in pomagala rešiti nek problem, jih bo nagovorila, dala neko pozitivno sporočilo in jim skratka pomagala v življenju. Ste duhovnik oziroma tudi pomagate v koprski škofiji in morda bi na koncu, ker se prija konec najine oddaje Pot poti, podali kakšno misel, kakšen nasvet oziroma tudi kako bi pravzaprav ljudi povabili, da bi morda več brali, da ne bi, kot se velikokrat zgodi, da Sveto pismo ostane na polici, pa se prav ne bira, ampak je knjiga le prvi prijatelj oziroma največje darilo, ki ga lahko daš. Ja, zelo nerad nasvete delim, tako, ker tudi mi nimamo sicer radi, da nam kdo nasvete deli. Samo to bi rekel, tudi to veste, kar delam kot duhovnik, tudi knjige, ki jih izdajam kot duhovnik, to imam jaz za del svojega poslanstva, da ne samo omejim, recimo tako, svojega oznanjevanja v cerkvi, ampak da gre tudi prek knjige, kajti na ta način doseže, vsaj tako zgleda, na tisoče ljudi. Kaj svetovati glede branja? Jaz se tega držim, potem ravnam, da skušam vsak dan nekaj prebrati. Držim se pa nasveta patra Marka Ivana Rupnika, ki sem ga že omenil, ko mi je enkrat dejal, ne samo meni, bil sem na enem njegovem predavanju, ki ga je imel za, mislim, da je bilo okrog skoraj 200 italijanskih duhovnikov blizu Koma, blizu Milana v Italiji, in je rekel, zdaj boste šli domov, ne? Tukaj vam je lepo, torej so predavanja, po predavanjih, to je bil en tak seminar, kjer smo potem tudi šli vsak v tišino in prebral to, kar je on dejal, to, kar je on dal, da moramo prebrati. In rekel, vam je bilo lepo, odkrili ste neko lepoto tega duhovnega branja, ampak zdaj je nevarnost, kaj zdaj, ko prije človek domov, da to opusti. In je rekel, bi vam dal res eno samo navodilo. Vsak dan vzemite si eno dobro duhovno knjigo in nekaj preberite. Morda te tisti dan ne bo nagovorila. Morda te tudi drugi dan ne bo nagovorila. Morda boš 5 dni bral, ampak 6. dan boš dobil in še več. Veste, tisto, ko bereš, ti pa vendarle prihaja to v tebe, nekje seda vate in predvsem v trenutkih preizkušnje, v trenutkih krize, pa potem, da prav v trenutkih krize se spomniš tistega, kar si bral, kajti tisto prebrano se usede nate in takrat pride na dan. In ti pomaga skozi neko preizkušnjo, skozi trenutek krize. In to se mi zdi vrednost branja in duhovnega branja. Ker te bogati bolj morda, kot si misliš, in te bogati globinsko, ne samo površinsko.
Ja, najprej bi se moral res zahvaliti za lep sprejem. Potem bi se vam v svojem imenu, pa v imenu televizije, pa vseh naših gledalcev, ki nas gledajo, zahvalil za tole revijo Ognjišče in želim vse dobro in da bo še naprej prihajala med nas razveselila oziroma dopolnjevala. Potem vam želim v osebnem življenju veliko osebne sreče, pa veliko Božjega blagoslova, pa da še naprej ostanete tisti pravi Jezusov duhovnik in hvala lepa za pogovor. No, hvala tudi vam, tudi jaz vam želim vse dobro, vam osebno, pa tudi vsem gledalkam in gledalcem, ki so spremljali ta najin pogovor. Hvala lepa. In ob tej priložnosti se zahvaljujem za obilno pošto vsem gledalcem Sponke TV iz Portoroža ter vsem ostalim, ki nas spremljajo po celotni Sloveniji ali pa po celotnem spletu. Morda bi dodal, da vsi tisti, kateri nas težje najdete na strežniku RKC, da lahko tudi pridete na www.zivilko.com in ob desni strani imate takšno lepo okence, kjer piše audio in video na RKC in nas dost lažje najdete. In na kraju bi dejal, da pravzaprav je lepo biti v vaši družbi z vami in vas lepo pozdravljam iz Kopra in vam pošiljam obilo morskih pozdravov in nasvidenje in lepo se imejte do naslednjega snidenja v oddaji Pod poti. Čau, čau. Odpri mi oči srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Odpri mi oči srca, moj Bog, odpri mi oči srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Odpri mi oči srca, moj Bog, odpri mi oči srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Odpri mi oči srca, moj Bog, odpri mi oči srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Daruj mi prosim svoje srce, Gospod, s tebo želim hoditi povsod, saj ti si sveti, sveti. Odpri mi oči srca, moj Bog, odpri mi oči srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Odpri mi oči srca, moj Bog, odpri mi oči srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Pridi ta trenutek, Gospod, daruj mi prosim svoje srce, Gospod, s tebo želim hoditi povsod, saj ti si sveti, sveti. Pridi ta trenutek, Gospod, daruj mi prosim svoje srce, Gospod, s tebo želim hoditi povsod, saj ti si sveti, sveti. Sveti, 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 sveti.
rad bi te videl. Sveti, 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 rad bi te videl. Sveti, 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 rad bi te videl. Sveti, 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 rad bi te videl. Rad bi te videl, rad bi te videl.